Danes je praznik spreobrnenja apostola Pavla, znanega neugnanega apostola Kristusovega, hkrati pa zaključujemo molitveno osmino za edinost kristjanov. In bom za uvod prebral tisto, kar je predvideno v knjižici molitvene osmine. Ko danes na praznik spreobrnitve apostola Pavla sklepamo teden molitve za edinost, naj nam bodo v spodbudo besede kardinala, ki vodi papeški svet za edinost. Takole je zapisal: Moje delo ni vedno lahko, a je zelo lepo in me bogati. V tej službi sem večkrat doživel, da pri ekumenskem delu več prejmeš, kakor lahko daješ. Zavedam se, da obstaja v jedru en sam ekumenski minister, to je Sveti Duh. Mi pa smo samo bolj ali manj nebogljeno orodje. Torej, zaveda se, kako pomembna je vloga Svetega Duha, da tudi mi ne moramo storiti, edinosti napraviti z našo močjo, človeško močjo, ampak da je potrebno zaupanje v Svetega Duha in sodelovanje z njim. To lahko prejmemo od tega zapisa. Molimo. O Bog, ves svet poučuješ z naukom svetega apostola Pavla. Praznik njegove spreobrnitve naj nas spodbuja, da bomo tudi mi po njegovem zgledu v svetu priče tvoje resnice. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Pozorno prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Pavel govoril ljudstvu: Jaz sem Jud, rojen v Tarzu, v Siciliji, bil sem pa v tem mestu Jeruzalemu vzgojen in pri Gamaljelovih nogah natančno poučen, v očetni postavi, vnet za Boga, kakor ste danes vi vsi. Jaz sem ta nauk smrtno preganjal, vklepal može in žene in jih izročal v ječe, kakor mi more izpričati tudi veliki duhovnik in vse starešinstvo. Od njih sem prejel celo pismo in šel k bratom v Damask, da bi tudi tam bivajoče privedel zvezane v Jeruzalem in bi bili kaznovani. Ko sem pa bil na poti in se okrog poldne bližal Damasku, me je nenadoma obsijala velika svetloba z neba, padal sem na tla in zaslišal glas, ki mi je rekel: Savel, Savel, kaj me preganjaš? Odgovoril sem: Kdo si, Gospod? Rekel mi je: Jaz sem Jezus Nazarečan, ki ga ti preganjaš. Moji spremljevalci so sicer videli svetlobo, niso pa razločili glasu, ki je z menoj govoril. Rekel sem: Kaj naj storim, Gospod? Gospod pa mu je rekel: Vstani in pojdi v Damask, tam ti bodo povedali, kaj ti je treba storiti. Ker pa zaradi sijaja tiste svetlobe nisem videl, so me moji spremljevalci peljali za roko in sem tako prišel v Damask. Neki Ananija, pobožen mož, kakor ukazuje postava, in na dobrem glasu pri vseh Judih, ki so tam bivali, pa je prišel k meni, pristopil in rekel: Brat Savel, spreglej.
In trenutku sem pogledal van, on pa je rekel: Bog naših očetov te je izbral, da bi spoznal njegovo voljo in videl pravičnega in slišal glas iz njegovih ust. Pred vsemi ljudmi mu boš namreč priča tega, kar si videl in slišal. In zdaj, kaj se obotavljaš? Vstani in se daj krstiti, kliči njegovo ime in operi svoje grehe. To je Božja beseda. Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij. Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij. Hvalite Gospoda vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva. Močna je do nas njegova ljubezen, Gospodova zvestoba traja vekomaj. Pojdite po vsem svetu oznanjati evangelij. Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govori Gospod, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas se je Jezus prikazal 11 in jim rekel: Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali stal in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdravili. Poslušali smo Kristusov evangelij. Mogoče samo kakšna beseda ob tem prazniku spreobrnenja apostola Pavla. Je tako močen apostol, da ob njem ponovadi zmanjka besed, oziroma ne moremo vsega izgovoriti ali zmanjka besed nad globino, s katere govori. In tisto, kar najbolj preseneča vsaj mene pri apostolu Pavlu, je ta njegova neizmerna globina, ki da slutiti, da se je res srečal z osebno, s Kristusom. In da je bilo to srečanje izjemno globoko in izjemno intenzivno, ker iz tega srečanja potem živi dejansko celo življenje in vsa ta silna moč, ki je šla iz apostola Pavla, ko je oznanjal, je bila Kristusova moč, je bilo srečanje z njim. Srečanje, ki se je krepilo v Evharistiji potem, ko je obhajal skupaj s cerkvami različnimi. In zdi se pri apostolu Pavlu, da vse težke preizkušnje, ki jih je dal skozi, niso bili čisto nič v primerjavi s spoznanjem Kristusa. Čuti se, kakšna moč je lahko v Kristusu, če smo mu predani, če mu zaupamo, kaj vse lahko stori po nas, če je v nas vera vanj. Da je to nekaj, kar presega čisto vse, česar se bojimo, česar nas je strah, in da je to tisto, kar nam daje življenje, da ostajamo živi v notranjosti, da nekako ne obupamo, se ne začnemo dolgočasiti v življenju, ne začnemo umirati duhovno, ampak imamo vir življenja najprej zase, pa tudi za vse, ki so okrog nas, da lahko potem to delimo, da ta Kristusova moč lahko izžareva iz nas. In apostolu Pavlu se je dobro priporočati v tej smeri, da bi prav spoznali Kristusa, da bi imeli moč, da bi se mu popolnoma predali, da bi ga res z vsem srcem odkrito vzljubili, da bi padle vse ovire, ki so med nami in Jezusom Kristusom. In apostol Pavla, njegovo priprošnjo, nam je to potem prej dano. In skušajmo vsak sam malo videti v svojem okolju, v svojem življenju, kje so kakšni trenutki, kjer bi lahko malo zrasel,
v tem pavlinskem smislu, v smislu gorečnosti srca, pa v pogumu, po ljubezni do Kristusa, ljubezni do soljudi, zato da bi postal svobodni človek. Svobodni človek je tak, kot je bil Pavel, ki ga nobena ovira potem ne more ustaviti v oznanjevanju Jezusa Kristusa in zdi se, da ga Kristus tudi varuje, da ga Bog varuje na vseh teh poteh. In imamo torej velike apostole kot naše priprošnike in vemo, da se ponižno sklanjajo pred Kristusom in kažejo na njega in tudi nam želijo to sporočiti. Če želimo, da bo Kristusova moč v nas, se sklonimo pred njim, ga spustimo v srce ponižno in verujmo, da nam želi samo dobro, da nam bo dal samo dobro. Amen.